Jaz bi ob letošnjem prazniku kulture želel čestitati tudi vsem tistim kulturnim delavcem, ki nimajo tega privilegija, da bi bili zaposleni na področju kulture, ampak delajo kot svobodnjaki, bodisi samozaposleni, honorarci, tako ali drugače na svojem. Rad bi opozoril na njihov položaj, ki je zdaj tak, da se pod krinko krize nižajo že tako nizki honorarji, tako da se ne zmanjšuje število delavcev, ne zmanjšuje se število honorarcev, pač pa se zmanjšuje plačilo, cena njihovega dela, ki ostaja tako v tolikšni meri, kakršno je bilo prej. To se recimo v primeru zaposlenih se ne more zgoditi, ker imajo seveda zagotovljeno plačo. Žalostno je, da pač tisti, ki si drzne spregovoriti o teh zadevah, pač ostane enostavno brez dela, prekine se mu pogodba, če ima to srečo, da pogodbo sploh ima. Potem se je treba zavedati, da so stroški samostojnega dela približno 60% višji, kot je bruto plačilo, bruto plača zaposlenega, primerljivega zaposlenega delavca. Naprimer, časnik Finance je pred 2 tedni objavil vest, da recimo en dober vrhunski režiser lahko zasluži tudi 50 000 evrov za celovečerni film. Mi smo se malo poigrali z izračuni in smo ugotovili, recimo, da tak vrhunski režiser, ki bi bil recimo zaposlen na RTV Slovenija, da je strošek delodajalca za njegovo osnovno plačo za isto obdobje, se pravi 18 mesecev dela za celovečerni film, bi bilo 107 000 evrov za osnovno plačo za normalen delovni čas. Ob tem bi rad tudi apeliral na tiste srečneže, ki so zaposleni, ki imajo ta privilegij, da skušajo razumeti stisko svobodnjakov, ki delajo z njimi, da skušajo razumeti, da te svobodnjaki pristajajo na nemogoče pogoje dela in sramotno plačilo, ker jim pač drugega ne preostane. Njihovo stisko s pridom izkoriščajo delodajalci, da pridejo do cenene delovne sile. Zaposleni naj se zavedajo, da honorarci niso hlapci. Sindikati po zavodih pa naj se tudi zavzamejo za te delavce. Treba se zavedati, da svobodnjaki v resnici nimajo pravic, naprimer v primeru brezposelnosti, ko pač ostaneš brez dela, si brez dela in tudi brez kakršnega koli nadomestila za delo. Dopust si lahko privoščijo le brezplačno, da o regresu ne govorimo, v primeru bolezni si ne morejo privoščiti bolniške in primernega zdravljenja. Naprimer, poznam primer, kjer je 30-letno dekle zbolelo za rakom in seveda pač dela naprej, saj si ne more privoščiti ostati doma. Tako da apeliram torej na solidarnost zaposlenih, poglejte okoli sebe in skušajte razumeti soljudi. Hvala. Vse življenje naj bi bilo podrejeno interesom kapitala in tisto, kar naj bi bilo dobro za kapital, naj bi bilo dobro za vse ljudi. In iz tega izvirajoč pohlep, požrešnost, pogoltnost lastnikov kapitala in ekstremno izkoriščanje ljudi in narave. To je ta vzorec vrednot, ki ni bil doma samo na Wall Streetu, ampak domuje tudi tukaj v Sloveniji. In hudo narobe je, če bi zaradi te krize, zaradi teh vzrokov zdaj ceno plačali prav vsi, zlasti delavke in delavci, ki dokazljivo v nobenem delu niso krivi, so krivi za to dogajanje. In očitno
bo potrebno spreminjati ta svet vrednot. In kultura pri spreminjanju teh vrednot ima zagotovo pomembno vlogo. In namesto tistih vrednot, o katerih sem prej rekel, je potrebno v ospredje postavljati vrednote, kot je človekoljubje, blaginja za vse, ta občutljivost do ljudi, ki pač ne morejo biti uspešni v tem našem življenju, humanizem, solidarnost. Mislim, to so vrednote, za katere verjamem, da kultura bo že pomembno prispevala. In to je tudi izhod iz te krize in pot v neko boljše življenje vseh nas. Za zaposlene v kulturi smo z muko in po dolgoletnih pogajanjih vendarle dosegli to, da je njihovo vrednotenje njihovega dela primerljivo z vrednotenjem dela v javnem sektorju v celoti. Predlagani ukrepi vlade, do katerih se sindikati že opredeljujejo in opredeljujemo, pa kažejo ravno znova ambicijo, da bi nekatere postavili znova v podrejen ali podcenjen položaj. Nezavestno, ukrepi ne govorijo o tem, da bi samo nekateri, ampak po naravi stvari se bo to zgodilo, zato ker ukrepi ogrožajo tudi nadaljnjo izravnavo plač, ker vemo, da se plače izravnavajo po četrtinah, druga četrtina bi morala biti izplačana ravno kar za januarsko plačo, pa sem recimo pred 20 minutami zvedel, da ga na primer v NUK-u niso plačali. Kar pomeni, še tukaj se dogaja, da kršijo določila kolektivne pogodbe in zakona o sistemu plač. Ogrožena sta pa seveda tretja in četrta četrtina, to je september 2009 in marec 2010 v celoti. Kaj bi rad poudaril? Poudaril bi rad to, da bojo s takim načinom kaznovani tisti, ki so bili že desetletja in desetletja kaznovani in v podrejenem položaju. To so pa v prvi vrsti seveda zaposleni v kulturi, ampak tudi v nekaterih drugih dejavnostih javnega sektorja in normalno je, da se skušamo temu za vsako ceno upreti, pri čemer bi vendarle rad rekel, da pa obstaja pripravljenost tudi v sindikatu Glosa, pripravljenost in zavedanje, da bodo tudi zaposleni v kulturi morali dati svoj šopek, svoj daritev na oltar domovini, kot se temu reče, to se pravi za razreševanje in premagovanje krize, seveda bodo morali dati svojo žrtev. Ampak ne, zagotovo ne na tak način.